Živijo. Sem Matej Cepin in poslušate 76. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj Bogomir Štefanič, novinar Družine, ki je med drugim zadnjih 15 let deloval tudi kot urednik Slovenskega časa. Prav v teh dneh je Bogomir uredniško vlogo predal svojemu nasledniku Martinu Nahtigalu, ob tem pa se bo Slovenski čas iz priloge tednika Družina razvil v samostojno revijo, ki pokriva družbeno in kulturno tematiko. Lepo je, da sem se z Bogomirjem lahko pogovarjal prav v tem prelomnem trenutku. V času, ko je še nekoliko lažje gledati nazaj in tudi v času, ki nosi nekoliko večjo odprtost za prihodnost. Slovenski čas je nastal leta 2009, v obdobju globoke finančno-gospodarske krize, v času, ko smo se vsi, podobno kot danes, pogosto spraševali o tem, kakšna bo prihodnost. Mislili smo, da smo na dnu, tako v Sloveniji kot tudi širše, a smo se seveda motili. V zadnjih 15 letih sva z Bogomirjem razvila odnos, ki ni bil zelo intenziven. Ni imel izrazitih vzponov ali padcev, lahko pa rečem, da je bil stabilen in je kot tak bogatil tako naju, kot tudi organizaciji, v katerih sva delovala. Prav to sem ponovno doživel tudi v tokratnem pogovoru. Ves čas smo prisiljeni v inovacije, spremembe, reorganizacije, a kako pomembne so na drugi strani stalnost, stabilnost, definiranost, tudi zvestoba, ki jo v pogovoru kot svojo vrednoto omenja Bogomir. Zelo pogosto prav v takšnem konstantnem delovanju skozi čas nastane nekaj res velikega in pomembnega. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Bogomir, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala za povabilo, res mi je v čast. Mogoče sem celo malce presenečen, da sem to vabilo dobil, pa bo vas pogovor mogoče tudi ugotovila, odkot to presenečenje. Ampak, no. V začetku tega tedna sem bil povabljen in sem se z veseljem udeležil prireditve ob predaji priloge Slovenski čas, to je priloga, ki je zdaj neko 15 let, izhajala v tedniku Družina in bo zdaj postala samostojna revija in ti si se tudi poslovil iz njenega uredniškega mesta in mi je ena stvar švignila skozi glavo in mi pa kar ostala, ko smo slovenski tolar zamenjali za evro, tam leta 2007, takrat so v medijih je zaokrožila tudi misel, da če slovenski tolar ne bi bil uspešna valuta, evra nikoli ne bi imeli. In na podoben način jaz doživljam slovenski čas bo zdaj čist nov, še bolj barven, bolj obilen, na bolj gladkem papirju, preoblečen, ampak če ta star ne bi bil dober, najbrž to novega ne bi bilo. Kakšen je tvoj občutek ob tej menjavi? Ja, gled, tvoje besede bom vzel za kompliment. Samo ocenjevati svoje delo, ali je bilo uspešno ali ne, včasih je težko, ampak odzivi, ki jih zdaj dobivam, tudi prireditev, ki se je omenil na Ljubljanskem gradu, res se je izbralo okrog 100 ljudi in večina od njih so bili dejansko pisci za Slovenski čas. Vabili smo zlasti ta krog sodelujočih, pa potem še nekaj širših drugih, recimo partnerjev in podobno. No, ves ta odziv je pokazal, da ljudje res cenijo to, kar smo naredili do zdaj in da je to dejansko odskočena deska za karkoli naprej. Zdaj, tle moram biti seveda iskren, Slovenskega časa nisem jaz rodil na nek način. Nisem bil del izvorne ekipe, ki je snovala prvi koncept. Bil sem že od začetka del ekipe na ta način, da sem bil član starega uredništva Družine, zadolžen za nekakšno povezavo s tem uredniškim odborom, ki je snoval in potem tudi postavil Slovenski čas, ki ga je prvih leto in pol, torej 18 številk, urejal Jože Horvat, znani publicist, urednik starosta na tem področju kulture. In neposlanec. In neposlanec, čeprav sta z onega konca Slovenije oba doma. Jaz sem to potem od Jožeta prevzel. Bil sem se pravi del tega nekega uredniškega odbora, kot vez med prilogo, ki je nekako nastajala bolj zunaj, jaz pa kot član uredništva, da je bila ta organska povezava med prilogo in tednikom samim.
Tako da sem že za drugo številko slovenskega časa sem napisal uvodnik. Jože je rekel, daj Bogomir, ti boš, in sem res napisal en tekst. To je bil, to pomeni druga številka, je bil junij 2010. Potem sem še kakšne druge stvari naredil do točke, ko sem potem pa novembra 2011 to prevzel. Skratka, mislim, da je bilo res v teh 176 mesecih postavljena dobra podlaga, da v 177. mesecu poleti priloga na novih krilih v prihodnost. Ja, in tudi lepo je tako, ko tisti izrek, ki sem ga po mojem že v velikih epizodah podcasta izrekel, every overnight success takes 20 years, ne? Se pravi, vsak uspeh čez noč vzame 20 let. In res se mi zdi, da če je stvar vsaj približno poklicana, pa premišljena in poljo 15 let ponavljaš, zdaj boš ti mi to povedal, navzven zgledal dokaj brez nekih velikih inovacij pa sprememb, ampak kontinuirano in se po 15 letih ena taka stvar lahko tako prime, da pol gre pa stopničko višja. Včasih mislimo, da moramo iti ne vem kaj, včasih je dosti, če sam 15 let ponavljaš bolj ali manj eno in isto. Ja, se strinjam. Zdaj mi na misel pride v bistvu zadnji intervju, ko sem ga naredil za slovenski čas s Francijem Trstenjakom ob 30-letnici Radio Ognjišče. Meni so se v tem in onem seveda medijski projekti, katoliški, tja, gor, dol, sem, in potem Radio Ognjišče iz tega nekako štrli, uspešen. Pa se v Franciji, kako, kje vidiš korenine tega uspeha? In je on rekel, zato, ker smo šli korak za korakom. Nismo se šli mega projekt, zdaj bi pa mi naenkrat hoteli z danes na jutri doseči kompletno Slovenijo, 24-urni program, ne vem kaj še vse. Korak po koraku. V skladu s tem, kar imamo na voljo. Kadrovsko, finančno, prostorsko in podobno. Ja. In tudi sam vidim slovenski čas ravno na ta način. Ko je prišla neka kritična masa nekih intelektualcev, ki so postavili idejo, ko je naša firma uspela bolj ali manj skozi praskanje notranjih rezerv, skozi boljša pogajanja za ceno tiska in podobno, nabrati nek kupček denarja, pazi, to je finančna kriza, 2010 leto, nabrati zadosten kupček denarja. In že se kaže malo kriza medijev tudi. Tako, ja, in to pomeni nabrati neke osnovne sestavine, ki potem lahko skuhajo to juhico, ene nove priloge, in smo štartali takrat z 8 stranmi. 8 strani na mesec pa res ne more rešiti sveta, bi človek rekel, pa zakaj potem sploh to? Zakaj bi to sploh delal? Ja, ampak pazi, 8 strani, ko sem jih jaz dobil, čez par mesecev, pa pejmo na 12, pa jih je bilo 12. In potem smo, čez kakšno leto, 2 rekli, glej, meni se zdi idealen obseg glede na to, ker imamo mi na voljo in glede na to, koliko jaz lahko ljudi dobim, 16. To meni, v razmeroma kratkem času smo za 100% povečali obseg, ne da bi ljudje to kaj dosti opazili. Organsko smo rasli v tem fizičnem obsegu, te število strani je samo neka simbolna točka. Mi smo ves ta čas pa organsko rasli za krogom sodelavcev. Če je prvih, 18 številk naredilo nekaj 10 piscev, smo zdaj končali pri številki 200. Pomeni, za 100% smo povečali obseg, ampak smo pa za 8-krat povečali število sodelujočih. Ne rečem, da so vsi napisali ne vem koliko prispevkov, mogoče ena fotografija, ampak vpeti so bili to mrežo slovenskega časa in jaz mislim, da je to ta uspeh. Organska rast skozi vsa ta leta, povečevanje števila sodelavcev, naklonjenih in pa, da smo se pred ljudeh tudi uveljavili. Nekateri so naročali družino, samo tisto številko, kateri je bil slovenski čas. Ni bilo veliko teh ljudi sicer, ker nismo marketinško, ko bi rekel, forsirali to vrstnega naročanja, ampak nekaj jih je pa bilo. Pa isto je za naša družina prilogo, včasih. Nekoč je bila, vse to je ta dediščina bila, nekoč je, naša družina je izhajala s prvo številko družine v mesecu, zato je slovenski čas izhajal z zadnjo številko družine v mesecu. Potem pa, ko je naša družina postala redna tedenska priloga, smo pa počasi slovenski čas selili iz zadnjega tedna v mesecu v prvega. Zdaj se bo pa po prenovi se pa zopet seli tja proti koncu meseca, ko češ, da se bo na mesec nazaj s svojimi prispevki oziral, mi smo pa takrat na nek način skušali napovedovati. Pač neka druga perspektiva, dobro, tudi še neke logistične stvari so vmes, ampak premikali smo se v času in v prostoru, tako je drugače in se širili in
res zgodba je pripeljala do točke, ko se je bilo treba vprašati, ali je zdaj že priložnost za kaj več. Ja. Bom jaz iskreno priznal, jaz sem konzervativen. Jaz nisem pristaš nekih korenitejših sprememb, ne vem, ali je to znak prestrašenosti, previdnosti, bog ve česa, no, v glavnem. Očitno pri medijih, ne glede na to, kaj je očitno pri medijih znak trajnosti. Pa ja, ampak veš, potrebuješ pa tudi neko drznost in pogum, če hočeš narediti kaj novega. Pa sploh, da si opazen v današnjem svetu. Ne? Ja, in zaradi tega se mi zdi ta premik slovenskega časa zdaj v revijalno obliko, dostopnost do prosti prodaje in podobno, drzen korak. Upam, da bo uspel in da bo naklada slovenskega časa vsaj približna temu, kot je zdaj. Veš, jaz sem vedno zagovarjal eno tezo. Če je slovenski čas taka časopisna priloga v časopisu, doseže dejansko toliko ljudi kot časopis sam. Seveda, zavedam se, da vsi ljudje tega ne berejo. Predloga ima neko raven, ki mogoče za nekoga, ne bom rekel, da ni primerna, ga ne zanima, preprosto ga ne zanima. Ampak vendarle, mi smo prišli na 20,000 domov, če rečeš, da tam družina prebere, 2 bralca, 3, pa da je to 100,000, pretiravam, 50, 60 tisoč, 70 tisoč bralcev družine, slovenski čas pa tudi, kakšnih 20, 30 tisoč. Tako da, upam, da bodo te številke ostale in da bo prenovljen slovenski čas ujel še koga, ki ga do zdaj ni ujel. Kaj me zanima, ker družbene spremembe, če recimo rečemo, da je slovenski čas tudi eno orodje mal družbene prenove, spremembe, kukorkoli, se ponavadi dogajajo v angleščini je izraz early adopterjih, se pravi pri tisti mali skupini ljudi, ki prva sprejme inovacijo. In tukaj imaš ti tudi malo pa veliko skupino. Veliko si omenil, je recimo 50,000 bralcev na mesečni ravni, mala je pa teh 200 plus piscev. In veš, kaj mene zanima zares, kako si ti gledal na svoje delo? A si gledal kot, da ustvarjaš medij, ali si bolj gledal kot, da si ti tisti, ki drži prostor po koncu, da te katoličani, obremenjeni s svojo drugorazrednostjo velikrat, spregovorijo? Najprej glede moče prostora za artikulacijo, pa te drugorazrednosti katoličanov. Slovenski čas ni bil prvenstveno vzpostavljen za to, da bi samo katoliška misel prišla do izraza. Bil je postavljen kot prostor dialoga, kjer bi se srečevali, ljudje dobre volje, kot navadno rečemo, ampak jaz bi kar vztrajal pri tem izrazu, čeprav se zdi malce oguljen, ampak ni. To pomeni, ljudje, ki so se še vedno sposobni pogovarjati sred vseh teh silnih polarizacij, ki se nam dogajajo za vsakim vogalom. To pomeni, kot prostor nekega dialoga med katoliško in klasično liberalno mislijo. Ta razumna jedra, sicer nazorsko malce različnih družbenih skupin pridejo skupaj, povedo argumentirano, kaj si mislijo o družbenih pojavih, kulturnih pojavih in potem iz tega mogoče kakšna sinteza nastane, ali pa vsaj, da predstavimo to svoje stališče. Jaz se nisem nikoli delal pametnega na način, da bi vedel vse. Da bi tudi kot urednik razparceliral stvari tako zelo natančno v vsebinskem smislu, da bi rekel, zdaj pa se mi zdi v družbenem trenutku pomembno to in zdaj bom jaz poiskal avtorje, Alenka Puhar, tole. Nisem imel neke politične, aktivistične agende, s tem. V bistvu neko mešanico, sej sem predlagal teme, držal sem se pa enega nasveta, ki mi ga je nekoč dal, mislim, da sem ga že večkrat ponovil, Milan Knep. Ko smo imeli 100. številko slovenskega časa, sem naredil eno anketo med našimi bralci, pa ne toliko sodelavci, ampak bolj bralci, kaj si mislijo o 99 številkah slovenskega časa in kaj predlagajo slovenskemu času za naslednjih, 99 ali 100 številk. In Milan Knep je med drugim rekel, da svetuje neko uredniku ali pa kateremu koli uredniku, naj ne bo vse veden glede tematik, ampak da naj se zanese tudi na ljudi, ki jih povabi, da bodo oni predlagali teme, ki se njim zdijo ključne tisti čas. Zaradi tega se je meni ta dvojni krog zdaj vedno pomemben. Videti tematike in morda poiskati ljudi, ki so najboljši zanje, hkrati pa videti ljudi, ki jim zaupaš, ki so verodostojni, pa naj oni povedo, kaj je tisti trenutek pomembno, ker mogoče jaz tega ne vidim, niti ne zaznam, mogoče zornega kota sploh ne vidim. V bistvu te obe poti, tema človek ali pa človek tema, obe smeri ste se izkazali za dobri kombinaciji in se pravim, sledeč po odzivih je bila to dobra mineštra.
Ja, to se strinjam. Ja. Ampak, demantiral si to, da so bili sam katoličani in se strinjam, ampak ti je bilo pomembneje držati prostor za pogovor med temi ljudmi, za dialog ali za splošno branost, usposabljanje? Kaj ti je dragocenejše? Veš, teh prostorov odprtega dialoga je malo. Ne? V bistvu nas, če zdaj tako čez palc pogledamo, niti ne zanima, kaj si drugi mislijo. Mogoče imamo ta občutek na tej, recimo, katoliški, konzervativni, desni, kakršnikoli že, če imenuje strani, še bolj občutek, da one druge strani pa res sploh ne zanima, kaj si mi mislimo, ker so ta naša mnenja že tako paseje, pa ne vem, zastarela in ne vem kakšne in se ne obremenjujejo. Na misel jim ne pride, da bi se s temi mnenji kontaminirali. Da bi se malce okužili, da bi tudi Zakaj bi jedel v McDonald'su, če lahko zdravo hrano ješ? Vsi mislijo. To je res malo problem. Zaradi tega sem slovenski čas vendarle skušal z izborom res dobrih ljudi, ki so sami zase argument. Približati tudi komu drugemu, ki mogoče ni bralec družine, katoličan, karkoli že. Skratka, da bi bila ta predloga tako relevantna, da bi kdorkoli, ki bi želel vedeti, kaj si mislijo v katoliških, konzervativnih, klasično liberalnih krogih, da bo to vzel in da bo vsaj slutil, če že ne vedel, kaj ti ljudje mislijo. Nekaj odmeva je bilo, avtori sami ali pa intervjuvanci so dali vedeti, da so bili odmevi na njihove prispevke ali intervjuje, da so prihajali iz krogov, za katere se nikoli ne bi mislili, da berejo družino. Ja. Pomeni, tega imajo še več na Radio Ognjišče, če prav vem. Ja. Skritih poslušalcev. Tako je. Na koncu vidiš vendarle, da po teh odmevih, da ta prostor, ki smo ga postavili, sami, iz svoje volje, iz svojega denarja, iz svojega vsega, tako rekoč, brez kakšnih pomoči, da je obrodil nek sad, da je neka slišnost. Dobro, vedno je potem tisto vprašanje, ali je zdaj to kakšne konkretne spremembe prineslo v življenju slovenske družbe, se veš, to gledamo za nazaj, pa si rečemo, stvari so šle slabega na slabše, ampak ponovil bom to, kar sem že, enkrat rekel. Kaj pa, če bi vsega tega prizadevanja ne bilo? A bi ne šle stvari slabega na slabše še hitreje? Ali ne bi bili še niže kot smo, čeprav se zdi, da smo dno dosegli, pa ga vedno znova najdemo. Ampak, skratka, vzemimo vse to ven iz javnega prostora in kaj, je. Poglejmo, kakšen je sistem pol, Ja, tako dve vprašanji sta se mi porodili. Eno je to, kar ste rekel, na naši tako imenovani in pol si izraz, desni, konzervativni, strani. A ti na to ubesedenje dveh strani pristajaš ali se to vleče samo? Zakaj mi sploh pristajamo na ubesedenje teh dveh strani? Živimo res pod tem predznakom našega časa kot časa stopnjujoče se polarizacije. In zdaj, če uporabiš izraz polarizacija... To ni vedno na dva. Ja, seveda. Končni rezultat polarizacije je, da je vsak sam. Da sta dve gruči. Ja, sicer, veš, če je skrajni rezultat polarizacije res posameznik tam nekje v enem kotu, ki je zoper vse in vsi zoper vse, potem v bistvu hude nevarnosti ni, ker nevarnost postane, ker je polarizacija takšna, da ima močna jedra, ki trčijo skupaj in tam se bo porodilo nasilje med posamezniki. In to lahko potem res poka. Dobro. Vem, jaz sem ujetnik neke miselnosti nekega časa. Jaz sem vendarle rasel v začetku 90-ih let. V Kočevju, ima to kaj veze? Ja, se veš kaj. Ne, mal nima, res me zanima. Kočevje je bilo... Jaz imam rad svoje mesto. Ja. Moji starši so sicer preselili v Kočevje, če smem biti zdaj malo tak oseben. Moje starše sta oba Belokranjca. Oče je doma iz Dragatuša pri Vinici, mama pa iz Starega trga, Poljanska dolina. V bistvu sta bila sošolca v črnomaljski gimnaziji, takoj po vojni. Kaj si rekel, Poljanska dolina? Ja, Poljane, to je Stari trg, Predgrad, to je ena dolina. Recimo, ne, ona je tam gori, ampak tam doli. Recimo, župnik v Starem trgu bo sebe vedno imenoval župnik Poljanski. Zanimiv gospod, če te bo kdaj zanesla pot. Kočevje se drži nek predznak z več ozirov.
zgodovina prvič, da je avtohtono, tisto prebivalstvo nemško, 41-42 odidejo. Ti Slovenci, ki ostanejo, pač so, po vojni se priselijo ljudje, tudi kot so bili moji starši, pa ne samo iz Slovenije, tudi od drugot, ne. Tako da je bilo Kočevje, Jugoslavija v malem, Slovenija v malem. Velenje bilo, preko ali pa Jesenice. Na nek način, samo še spet specifičnimi poudarki. Pol, veš, breme nekih teh povojnih dogodkov, o katerih se sicer ni govorilo, ampak so bili skozi prisotni. So bili v neki zavesti vsaj določenih krogih, potem zaprto območje. Slabo dostopno, ne? Nikakor dostopno, veš, to je moj spet mladostni spomin, ko smo se peljali s kolesom že, takrat sem se vozil dol proti Fari in je bil odcep proti Kočevski reki, je bila rampa, ne, nisi smel iti noter, ne, moji sošolci, ki so tam prihajali, so prihajali iz enega čist druga območja, čeprav je to vse blizu, tudi iza hriba, nikoli veš, meni se je svet kot otroku končal za bližnjim hribom, zračne linije 5-6 kilometrov, kaj pa je tam zadaj, tu pa tam bilo slišati kakšne detonacije, ni se, fotor se s tem nam nikaj dosti govoril, čeprav je bil nekoč tam upet, zdaj to malo digresija, ampak vendarle, da malo okoliščine povem, moj oče je bil veterinar, ne, in je v 60-ih letih, malo po tistem, ko je prišel v Kočevje, je kot zunani veterinar pomagal tudi na zaprtem območju Kočevske, Goteniški konc, ne, pa tam. In oni so imeli notranjega veterinarja, če je bilo pa, ne vem, več dela, če sem jaz prav razumel, pa tudi on, ki je prišel pomagati, ne. In čista ena zgodba, nekoč mu je ta notranji veterinar, ne, precej pijan sicer, razlagal, ne, ti poznal Alfonza Jarca, ne, pa moj oče, seveda, to je bil moj župnik v Dragatušu, ne, jaz sem mu ministriral. Včeraj mi je držal kravo, ko sem jo pregledoval. Sem oče, kako, ne, on je bil na črnomaljskem procesu obsojen na smrt, domači so dobili obvestilo, da je bil, to pomeni, to je leto 8 ali 49. augusta, da je bil ustreljen, ne, trupla niso nikoli dobili, in potem je pač bila vzpostavljena ta domneva, da so nekateri politični zaporniki še dolgo časa delali kot prisilni delavci na zaprtih območjih Slovenije, ne, in zdaj oče je potem to informacijo tudi nekako prenesel v javnost, tako da če berete zdaj kakšne knjige, ne vem, Palme mučeništva in podobno, je ta informacija, da je bil nekdani dragatuški župnik živ še leta 65, mogoče celo 70, ne, je ta informacija, je moj oče prinesel in to so te kočevske zgodbe, ne. To te zaznamuje, glej, oče sicer, niti mama doma nam otrokom o tem nista nič pripovedovala, mogoče zaradi tega, se veš, da obvaruješ, kaj pa vem, mulca, da ne bi kaj ušlo v šoli, ali kaj takega, da ne imel večje težave, že ko se jih mogoče sicer imel. Tako da, ne, nisem bil obremenjen s tem ali kaj podobnega, potem so se mi odpirali neke obzorje, kaj so moji starši vedeli, pa ne povedali. To je ta kočevski vzdušje. Ta količina zaznamovanih stvari se mi zdi, da takoj te pol nekam pozicionira. Podoben mi je Žiga Turku v podcastu govoril, no. Izobražen človek, pa to in pol se je šele v poznih 20-ih ali kdaj soočil prek Justina Stanovnika in tako z veliko količino zaznamovanih stvari, zamolčanih stvari in drugače povedanih, nepovedanih in ga je to pol tako zaznamovalo. To je ta ovinek, ne, zdaj daljši ovinek sem naredil. Zdaj se slišim, da pripovedujem kot moja mama. Moja mama je imela, kada je pripovedovala nič koliko zgodb v zgodbah, tako da smo mi že vsi izgubili nit, ne, ker je ona. Jaz sem za to odgovoren, pa jo imam, veš. Tako, no, zdaj se vrneva k tej polarizaciji. Namreč v Sloveniji je mogoče ta mi-oni, skratka dva razreda, dva pola, mogoče ostrejše kot kje drugje, kjer takih zgodovinskih izkušenj, o katerih sem recimo zdaj namignil vsaj malce, ne, ni bilo. Ne. In pri nas dejansko gre v osnovi za to polarizacijo med tistimi, ki so nekoč imeli privilegije in so uspeli te privilegije prešvercati v demokratično obdobje in med onimi, ki se zavedajo, da so bili deprivilegirani, pa zdaj ne morejo spostaviti enakopravnega položaja s tistimi, ki pa so še vedno privilegirani, da je to tak osnovni trg, s katerim se moramo ves čas ubadati in potem tiste drobnejše polarizacije skoraj da izginejo pred obličjem tega velikega spora, kako narediti družbo
enakopravno, res enakopravno. To pomeni, da bodo štartne pozicije približno enake, da bodo družbeni megafoni približno enako glasni, da bodo prostori razprave približno enako odprti in da bo vsaj vsako normalno mnenje, ki ne poziva k nasilju in ne vem k čemu, enako upoštevano. In ker tega ni, potem imamo te trke, kakršne imamo in mogoče ostrine večje, kot bi sicer bile potrebne. Zdaj, če se vrnem pa k slovenskemu času, jaz sem se seveda te polarizacije zavedal, smo jo z avtorji obesedli, ampak upam, da nikoli na način, ki bi to stopnjeval, ampak ki bi skušal iskati neke poti, da to ali presežemo, ublažimo, vsaj trasiramo neko pot, da se bi to zgodilo čez 5-10 let in podobno. Skratka, upam, da nisem prilival olja na ogenj, ampak da sem ob ta ogenj, ki že tukaj je, da smo postavili kakšen gasilni aparat. Tako. Čeprav Jezus marsikje tudi poziva k ognjenosti, razdor, kako že? Ja, seveda. Veš, to je ta dilema, ki jo imamo in novinarji in uredniki, sploh pa pri katoliškem tisku. Lahko je biti oster. Mogoče je lažje biti oster, pa z macolo toč, pa vsem, kar ti ni všeč, prigrizniti vsako besedo, ki se ti v grlu zatakne in podobno. Ampak mislim, da katoliški medij in katoliški novinar nista k temu poklicana. Včasih nas celo naši bralci k temu navajajo in vzgajajo. Res, spomnim se, še v unih časih, to so res prejšnji časi, ko so še ljudje klicali na naš telefon uredniški, zdaj bolj pišejo, če že po mailu. No, glavno ena gospa, tajnica, prijateljica Lejla, pravi, ti en telefonski klic, imaš ena gospa, bi nujno rado s tabo govorila. Zdaj pozabil sem ime in vse. Okoličine je bilo pa tako, da sem napisal nek komentar, v katerem sem bil dost oster, komentar sem pa zaključil nekako v tem slogu. Sej se itak ne bo nič spremenilo, ker na oni strani so pa takšni. In gospa meni tako, vaši argumenti v komentarju so bili pravilni. Pravilno ste analizirali pojav, ampak zaključili ste pa tako, da ste vsem tistim, ki bi se mogoče iz tega lahko kaj naučili, pred nosom zaloputnili vrata, ker ste rekli, sej se itak ne boste spremenili. Ne delajte tega. Čist dobronameren nasmet. Tudi če ste kritični, puste vrata vsaj malo odprta. Ne bodite brezupni, da se ne bo skozi dialog kaj spremenilo. In ti sklic mi je, veš, doskrat mi je res ostal v glavi, ko sem rekel, pa dej, treba je bilo še bolj zaostriti, rekel, ne zaloputni vrata pred nosom. Ni nujno, da bo kdo skozi tista očkrnjena vrata kdaj vstopil, naj bodo vsaj očkrnjena. Sprašujem si vest, ali sem bil vedno dovolj, da sem tudi jasno povedal, ampak ne zaloputni vrata, Veš, to je pa večno iskanje ob vsakem prispevku konkretno, ali to ti uspelti. Jaz se tudi veliko s tem ukvarjam, Koliko povedati, pa biti jasen, koliko pa na drugi strani poslušati, pa biti učenec, Pri ljudeh potem vidiš, včasih te trpljajo po rami, če si povedal, kaj je ostrega, spet drugič, če si povedal, kaj je lepega. Niso vsi ljudje za vse melodije, novinarske, časnikarske, enako dojemljivi, tudi to moramo vedeti, da imamo pred sabo zelo široko paleto ljudi. Eni bi si želeli, recimo, da je družina še jasnejša v nekih družbeno-političnih stališčih, drugi bi si želeli, da bi teh stališč v katoliškem tisku sploh ne bilo, Veš, katoliško občestvo je zelo raznoliko, Mislim, kako je že ena primerjava nekoč bila, da smo katoličani kot državljansko telo, kot maslo na kosu kruha razmazani, Zelo na široko in tanko. Vsi, ki mislijo, da je katoliško telo homogeno, enotno, da se odzove na en pritisk, ne vem česa, gumba, črke. Ali koga, mislim, to je larifari. Mislim, to so res napačne ocene. Mi imamo pred sabo to notranje cerkveno pluralnost precejšno, Sej vedno rečemo, Bog ima rad sorto, zato pa gledaj, zato tudi jaz katoliški novinar, ki bi mogoče po kakšnih drugih merilih ne bil, ampak dobro, gledaj. Glih to, ko si govoril o neuravnoteženih megafonih, a doživljaš svojo kariero oziroma svoje delo, svoje prispevke tudi v tem kontekstu, se pravi, da glasove, ki niso slišani, narediš slišane?
Absolutno. Kmalu po tistem, ko sem jaz prišel na družino, že čez par let sem prevzel rubriko Kristjani v javnosti. Ja. Veš, to je rubrika, ki je do leta 1991 v bistvu ni bilo. Ni smela biti, ne? Pa, ni smela. Veš, družina je bila do demokratizacije je bila verski tednik, z letom 1991 pa postane katoliški tednik. Ne? S tem so, takrat meni ni bilo zraven, seveda, takrat so gospodje, kot je bil Janez Gril, pa takrat je bil še Drago Klemenčič, ki je pošel na televizijo, pa Ivan Merlak, legende, pa Franci Petrič, mislim, da že takrat tudi bil, so v bistvu s tem dali vedeti, veš, da družino tudi uradno sedaj zanimajo vse teme, ki zanimajo sodobnega katoličana. In te teme sodijo seveda tudi družbene in politične in kulturne in ne vem kakšne še vse. Seveda so bile te teme tudi že prej v družini noter. Ne? Spomnimo se 80-ih let, veš, ko so za njo pisali, ne? Stres je imel neko serijo o demokraciji, Rode je tudi kaj pisal, potem on je dan je bila ena taka zanimiva pripomba na enem srečanju spominskem, Franček Križnik, če ti kaj pove. To je bil en duhovnik štajerski, radoživ mož, jaz ga nisem poznal, prej je umrl, v koncu 80-ih je umrl, v začetku 80-ih. Skratka, on je bil tak poseben duhovnik in je bil na uredništvu družine v 70-ih letih in je on zasnoval eno prilogo, ki si je takrat reklo Znamenja in klicaj. In marsikdo vidi prvo kal ali pa seme tega, kar je potem razraslo v slovenski čas, ravno v tej prilogi, ki je Franček Križnik zasnoval. Občasna priloga je bila. Ne? To, kar zdaj vidimo, ne, to so drobni sadovi, drobna semena lahko bila posejana nekoč, mogoče niti ni se zdelo, da so povezane med seboj, ampak v končni fazi pa so. Ne? Ja. Skratka, sej družina je, to hočem reči, skozi 70-80 leta marsikaj naredila. Sej sred 70-ih je bilo zaplenjena tista številka leta 75, kaj že nočemo preštevanja, Klemenčičev tekst, nepodpisan sicer, ne? Skratka, družina je imela takrat težave. No, zdaj preskočim znova v demokratizaciji, se pa seveda to polje odpre in nenadoma se seveda postavi vprašanje, kaj do zdaj ni bilo slišano, pa bi moralo biti slišano in naj bo sedaj slišano. Ne? In potem seveda znova smo tednik na omejenem obsegu, ne? Mi smo takrat izhajali na 16 straneh, ne moreš se vseh tem lotevati, torej kaj, ne? Potem seveda so te odločitve, da je potrebno vstopiti v proces tranzicijske pravičnosti in pomagati na tistih področjih, kjer se le da, da bi se bodisi zamočana zgodbe povedale, da bi se krivice ubesedle, da bi se ljudem, ki niso smeli govoriti, dala možnost kaj povedati, ne? Da bi se neki zakonodajni vzvodi, ki so omogočali popravo krivic, predstavili javnosti na tak način, da bi ljudje po njih sploh posegali. Veš, če smem, eno malce osebno, bom rekel zgodbo povedati glede tega. Bilo je 98. Na naše uredništvo je prišel en gospod, Anton še umrl, tam z Logaškega konca, Franci Petrič je takrat moj šef in me pokliče, pravi, gospod je iz združenja žrtev komunističnega nasilja, ali je bilo to združenje političnih zapornikov, oziroma nekaj tako. Ima eno nujno zadevo. Dobro, kaj pa je takega? Ja, zakon o popravi krivic je začel veljati, mislim, da leta 6 ali 97. Imel je zelo kratek rok za uveljavljanje. Mislim, da so takrat leto in pol samo možnost dali, da bi ljudje vlagali zahtevke kot politični zaporniki, kot svojci pobitih, kot prisilni delavci, karkoli že. In je on prišel k nam in je rekel, gledajte, v medijih je absolutna blokada, ljudje sploh ne vedo, kako naj vložijo zahtevke, ne vedo, da se bo, čez pol leta že ta rok iztekel, ali lahko karkoli naredite, da pomagate ljudem, da bodo posegli po tej pravici, ki jo je zakonodajalec omogočil, ampak je zelo omejena. In takrat smo mi nekako na uredništvu sklenili, dajmo res to eno zgodbo vzeti, pograbati in narediti čim več. In potem sem s tem gospodom še mrlom sodeloval do njegove smrti, do leta 2012. Kolikokrat se je oglasil pri meni v pisarni zjutraj, predn je šel na sejo komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, da mi je povedal, kaj novega, kaj se dogaja. Prav prijatelja sva postala skozi to. Mi smo pa sistematično obveščali ljudi, tudi naši prispevki so delno bili povod za to, da je
zakonodajalec potem kasneje vendarle časovno odpiral ta rok, da je na koncu celo ustavno sodišče popolnoma odprlo ta rok. Mediji kot četrta veja oblasti, ne? Ja, malo smo tle pripomogli. Zdaj, mogoče kdo tega ni tako opazil, jaz pa vem zato, ker sem bil zavestno v tem. Ne? Isti čas, če bi šel odprt Delo, Dnevnik, Večer, ne vem, če je bil objavljen en članek na temo, kako lahko uveljavijo. Hvečmu so bile vedno polemike, ali bi zdaj zožali te pravice, upravičence in podobno. Ne? Skratka, tukaj je ena taka bila zame egzemplarična zgodba, da mediji lahko, pa to ni aktivizem v političnem smislu, ampak to je aktivizem v smislu ljubezni do bližnjega, razumeš? Ljudje niso imeli možnosti, odrezani so bili od informacijskih tokov. Sistemsko je šlo. Tako. Prevladujoči sistem je imel drugačno naracijo. Ker je bil eden od ciljev, da tudi če imamo zakon o popravi krivic, če bi bilo zahtevkov malo, bi bo to za nekatere dokaz, kako se krivice niso dogajale. Pa kako je bil sistem pravičen. Tako, ja. In veš, na koncu je pa vendarle bilo, 35,000 ali koliko zahtevkov vloženih, je večina odobrenih, zajela je, 80 ali 90 tisoč ljudi, ker posamezen zahtevek je lahko še več. S tem, da določenih kategorij še zdaj niso, kmetje s prisilnimi oddajami in podobno. Določene kategorije se potem skoraj da niso se javljali ljudje, pač preprosto se niso. Ampak, hočem reči, veš, mediji lahko potem nekaj naredi, če je pripravljen, če ima okrog sebe ljudi, ki pač s pravimi informacije spodbujajo. To je bil en tak, ko bi rekel, projekt, dati glas tistim, ki ga nimajo, ko si rekel. Ampak je pa tle še ena zanka, se mi zdi, ta preteklost, prihodnost razmerja. Kako ti doživljaš kot človek, ko si se opredelil na tej pa tej strani? Koliko je ta stran še vedno v preteklosti, koliko je v prihodnosti? A imamo upravičilo, ali bi mogli oboje, ali smo kaj zamočili, dobro, zdaj sem se tudi jaz postavil na to stran. Doživljam ljudi, ki so mi blizu, da veliko še vedno rečo, da 3:1 govorijo o preteklosti napram prihodnosti. Poglej, ujetniki preteklosti ali razreševalci preteklosti. Če bi mi v tej preteklosti tičali zaradi preteklosti same, da bi iz nekega samopomilovalnega, celo mazohističnega ali bolj kakšnega občutka brskali po teh ranah, ki seveda so bile in še zdaj zaznamujejo ljudi, potem je bilo to narobe. Jaz sem kulturo spominjanja, ki je bil pomemben segment slovenskega časa pod mojim urednikovanjem, vedno razumel v tem nekem zdravilnem smislu. Ne ukvarjamo se s preteklostjo zaradi preteklosti same, ne ukvarjamo se z njo, da bi oživili nekaj, česar ni več, neko katoliško veličino izpred, katere vojne. O tem vendarle govorimo, da se mogoče iz te preteklosti fraza, da se kaj naučimo, da bomo ravnali drugače, zlasti pa da, to, ko smo že prej govorili, da razgradimo neke neupravičene monopole, ki so se nam prešvercali v sedanji čas. V toliko se mi zdi, da če mi tega ne razrešimo, potem nimamo enakopravnih pozicij v družbi in potem kako gledati v prihodnost, če ti v štartu veš, če v štartu veš, da je okrog tebe veliko skupin, ki jim ni treba. A verjameš v strategijo pogovor o preteklosti kot uničevalec monopolov v sedanjosti? Jaz tudi imam s tem malo probleme. Meni je pogovor o preteklosti mi je smiseln, uničevanje monopolov v sedanjosti mi je smiselno. Ampak ne vem, če je pogovor o preteklosti najboljša strategija za uničevanje monopolov v sedanjosti, škodljivih monopolov v sedanjosti. V idealnem svetu bi se ti monopoli uničili ali razgradili, razgrajevali, take nedovršne, daljše časovne obdobje. Zaradi zakonodaje bi se razgrajevali, zaradi človekovih pravic. Zaradi menjave oblasti, ki bi bila bolj redna in bolj normalno sprejeta, zaradi vsega tega, čemur rečemo normalni gradniki demokracije. To meni v nekih zelo normalnih okoliščinah bi mi v 33 letih državnosti, pa v 35 letih od demokratizacijskih procesov, bi se to moralo raztopiti. V tej čisti vodi demokracije bi ta nesnaga morala propasti, ampak ni. Zdaj, kaj imamo? Eno možnost imamo pač, da mi to ubesedimo zato, da bomo mogoče ljudi prepričali, da bodo s političnimi odločitvami, pa vse zadnje, poskrbeli za vzvode, da se to spremeni.
Tle pridem do tistih slavnih Jaz tudi pojmov. to ne verjamem, veš. Ja. Ne verjamem, da bojo bralci slovenskega časa zdaj toliko spremenili, torej da bo s tem dosegom, ki ga slovenski čas ima, se pa spremenilo toliko javno mnenje, ker je to zelo prepričevanje prepričanih lahko, ne? Vem. Zato se mi zdi boljš nekako, pa zdaj jaz sem tle pameten, ampak kako poskušam jaz delati, ne? Boljši način te ljudi povabiti k premisleku o tem, kaj bi bil lahko naslednji korak. Pa jih v proaktivno držo dajati, ne samo v ojoj, spet smo drugorazredni. Ne? Pa ne, da sem to zasledil, ampak sam kaj jaz razmišljam kot pameten korak, pa čemu jaz poskušam slediti. Ne? Dostkrat govorimo o cerkvi in še kje drugje o tej slavni proaktivnosti, kako predvidevati, kaj se bo zgodilo in kako bo naprej mogoče trasirati kakšno potko, da bi do tja prišli. Ne? Pa vse teh drž nekaj je. Ne? Mislim, veš, ko cerkev vzpostavi en katoliški inštitut, pa si reče, da bo mogoče čez 10, 15, 20 let postavila eno katoliško univerzo, mogoče bo pa neka akademska kritična masa se tukaj povečevala, ki bo potem nekoč prevzemala neke uradniške in podobne pozicije, odkoder bo lahko trickle down, ne? Ta drugačna miselnost prehajala v širše pore družbe. Ne? Da bo pač ta proces oblikovanja tudi politične volje bolj normalen. Lej, prej sem to mislil. Veš, meni doskrat odzvanejo besede ustavnega sodnika Klemna Jakliča. Mislim, da je zadnji spet na oblikovanju svobodne volje ima zelo dobre misli. On dostkrat ta koncept, mislim, da je to nemška ustavno-pravna praksa, ne, ta pojem svobodnega oblikovanja politične volje oblikovala. Ne. Namreč zelo poenostavljeno zdaj. Ne. Če v javnosti ni zagotovljena medijska pluralnost, to pomeni, če možnost izražanja različnih stališč o skupnih stvareh je ni, ne, potem ljudje izbirajo ljudi, ki bi jih mogoče sicer ne izbrali. Če bi bili vsi pogledi v družbi enakovredno predstavljeni. In seveda, če so zdaj izbrani ljudje, ki bi ne bili izbrani, če bi pluralnost v družbi bila, potem na koncu te ljudje sprejemajo zakone, ki bi ne bili sprejeti. Ne? In ti zakoni krojijo naš vsak dan na drugačen način, kot pa če bi neka ta osnovna pluralnost bila zagotovljena. Ne govorim samo o medijski pluralnosti, tudi on ne govori samo o medijski, govori o pluralnosti akademski tudi, ne, izobraževalna, medijska, skratka tam, kjer se neka mnenja artikulirajo ali pa oblikujejo. Ne. In to je naš manko. Lej, akademski prostor, poglej, ne moremo reči, da je v celoti pluralen. Sploh družboslovje, jaz sem FDV oddelno, in pa še filozofska fakulteta, kombinacija obojega. Tako bi rekel, da sem zrasel na teh takih levih gojiščih, pa vem, kakšno je bilo vzdušje tam in vem, da katoliški pogled ni glih najbolj bil odobravan. Ni bil enakovredno upoštevan. Tako, ja. In podobno se tudi drugod dogaja. Skratka, ta proaktivna drža je, eni pravijo, pač v vzpostavljanju nekih sporednih struktur, s tem sicer lahko postavljaš na noge nek nov geto in podobno. Skratka, vedno je potem, vsak tak korak ima lahko dobro ali negativno posledico. Ali še novo zapiranje vase, ali... Skratka, veš, to so ta poskušanja. Tudi slovenski čas, še enkrat, da smo ga postavili na noge in se zavedaš, da z njim ne boš rešil slovenskega sveta. Ma narediš, kar moreš, tam, kjer zmoreš. In ko bi vsak poskušal s tistimi možnostmi, ki jih ima, z ljudmi okrog sebe, s katerimi se povezuje, narediti nekaj, potem, če drugo ne, se lahko na koncu dneva pogledaš v ogledalo pa rečeš, glej, naredil sem, kar sem mogel, zdaj pa bo kot bo. Tako. Tudi sam včasih sem si želel, da bi mogoče imel slovenski čas, pa družba, ki jo urejam, družina nasploh, še večji družbeni vpliv, pa ga mogoče nima takega, kot si sam želim, pa mogoče celo na trenutke obopavo, in spomnim se, bilo je na pogrebu Jasmine Rihar, moje ljube kolegice, sovrednice za kulturo. Jaz sem bil takrat precej nizko leteči. Moram priznati, da me je tista stvar precej tako snela. Mislim, nisem bil osebno prijatelj z Jasmino, ampak profesionalno sva dobra 4 leta sodelovala res, mislim, dobro. Z Lenartom sva se poznava, že še odprej, tako, ja. In ob njeni smrti na onem pogrebu sem bil črn. In je moja žena nekomu
mislim, da bo Jurij Pavel Emeršič, zgodovinar, profesor zgodovine na gimnaziji Želimlje, pripovedovala, veš, moj mož je pa tak, ne, pa je Jure rekel, glej, samo to mu pove. Tu, če se njemu za trenutek zdi, da ta bakla, ki jo v rokah drži, da vprašanje, kam bo šla, in tu, če se mu zdi, da na tleh leži, naj samo roko gor drži s tisto baklo, mogoče bo pa kdo prišel mimo in jo pobral in odnesel v prihodnost. Ja. Zdaj, mogoče malo karikirno, ampak včasih gre za to. Mogoče v nekem trenutku se zdi, da neka ideja nima možnosti, da bi se razmahnila, ampak jo je treba okopavati, baklo držati. Lej, prišla bo nova generacija. Tako. Mogoče tudi slovenski čas zdaj. Lej, mi smo ga gredico slovenskega časa okopavali, da je bordila Neksat. Ne? Mogoče bo zdaj ta mlada ekipa razširila ta vrt. Ne? Če bo ustrajnost. Ne? Tako. Veš, to se mi zdi, da si ti res pričevalec ustrajnosti in jaz tudi skozi bolj v to ustrajnost verjamem. No, tisto, kar sem prej rekel, overnight successih. Ne? To je možno, če ti prepoznavaš, da je to prava stvar, ne? Ker drugače ti tak ne moreš imeti ustrajnosti. Ne? Tle pa prideva do tega, no? Kako si ti prepoznal, da je biti novinar za družino tista prava stvar, kako si bil poklican, potegnen not, če sem prav razumel dosedanjo zgodbo, si bil na FDV-ju pa na Filofaksu, kaj si študiral, še ne vem v bistvu. Ja, lej, zdaj se pa vračam na čisti začetek tega enega pogovora, ko sem rekel, da mogoče boš malo presenečen, kar ti bom povedal. Okay. Ko sem dobil vabilo za Goreči grm, sem za hip razmišljal, da bi rekel ne. Iz enega, ne, da bi ok proti tebi, ne, ker je proti temu podcastu, ampak za hip sem rekel, pa Miki, meni Miki pravijo, da reč, ne, Bogomir, Miki. Zanimivo. Tako da, če boš kje koga slišal, da v Mikiju govori, sem to lahko jaz, ne. Skratka, sem rekel, Miki, pa se ti v življenju nisi doživel kakšnega gorečega grma, zato ne hodi v oddajo, kamor povabi ljudi, ki so doživeli nekaj prelomnega in so se potem po tej prelomnici bodi si spremenili, bodi si natančno vedeli, kaj hoče in podobno. Vsi so popadali s konjev po Pavlovo. Ne? Ja, bolj sem se popraskal 6-krat po glavi, zaokrožil po hiši in potem nenadoma ugotovil, pa sej ni čisto res. Ne? Jaz sem na nek način tudi doživljal svoje goreče grmičke, ki pa sem jih bolj videl, ko sem se ozrl nazaj, kot pa v trenutku, ko sem jih mogoče dobil predse. Mogoče sem bil s čim drugim bolj zaslepljen ali kakorkoli že. Zdaj pa preidem na svojo osebno zgodbo in kako sem jaz pa v novinarstvo prišel. Še po srednji šoli, končal sem leta 85, nisem natančno vedel, kaj bi sam sabo. Vpisal sem latinščino in nemščino na filozofski fakulteti in šel za leto in še nekaj v vojsko. Mi smo bili zadnja generacija, ki je služila še 15 mesecev, tako da avgusta smo šli, potem sicer sem neko skrčenje dali, tako da sem se vrnil tik pred začetkom faksa leta 86. A to zato, ker je država vse narabila študente, okay? Pa, veš kaj, ne vem, in prej, moja brata, starejša brata, sta služila 12 mesecev kot študenta in za nami so potem služili 12 mesecev. Mi smo bili še res zadnja 15-mesečna generacija. Ne vem, mislim, da srka na celi črti. Jaz si nisem lepo vojski, mentalno, se nič hudega mi ni bilo. Tam v Makedonija. To je spet štos. Lej, bom ga zdaj povedal, da bom spet kot mama, ki je zgodba v zgodbi. Pridem jaz v 4. letniku, torej enkrat domov, fotor sedi v kavču, se smeji, rekel, tate, kaj je, Tako ti, sem ti zrihtal, da boš lahko zbral, kam boš v vojsko. Vedel sem, da mi ni zrihtal, zato ker je bil edini na občini, ker ni bil v partiji in tako, Tako, torej, kaj lahko zbiram, Rekel, med Ohridom in Bitolo. O, ljubi Jezus, se rekel, daj pa javi potem na vojni odsek, da grem raje v Ohrid kot v Bitolo, kako se mi je zdelo bolj neko zgodovinsko mesto ob jezeru, kot pa tam nekje na notranjosti. Pridem jaz v Ohrid, pa me čez 5 dni pošlje v Bitolo. Toliko o izbirah vojaških, ampak smo preživeli to tisto fazo. Glavno, jaz sem potem prišel na to filozofsko fakulteto, na latinščino in nemščino. Na latinščini sem spoznal Braneta Senegačnika, sva generacija. Od takrat naprej se poznava in sva na nek način prijatelja in ker je bil ves ta čas tudi kolumnist Slovenskega časa, je bila najina komunikacija še prav tako, rekel, študentska na trenutke. Res take kolegijalnost, kakršne nimaš. Tisto, ko se tudi malo izzivaš najbrž. Res, dobro. Skratka, ampak jaz sem potem na tem svojimi izbirami na eni točki malce obupal.
Vse stvari sem obesil na klin in začel početi to, čemu smo v Kočevju rekli, kaj že, sončna uprava. Nekdo mora poskrbeti za to, da se pač oblaki gredo po nebu, da sonce vzide, pa zaide. Skratka, in najbolj primerni so bivši študentje filofaksa za take poklice. In skratka, bil sem precej v izgubljenem položaju, no, potem sem pa eno deklico spoznal, ki je zdaj moja žena, in je na neki točki. Nisem pa jaz bil všeč zato, takrat sem še bil študent filofaksa, ker so pa njo jeziki zelo zanimali. In je v Kočevju ni glih spoznala ljudi veliko, ki bi vedeli kaj o ne vem čem, že o jezikih, pa o latinščini, pa ne vem o čem. Skratka, videl sem tako prišla skupaj, ampak na neki točki, ki je videla, da je že res malo preveč mešan ta zrak, mi je skoraj da postavila nek pogoj, zdaj, ali se boš malo zbrcal, ali pa ne vemo, kaj bomo. In ona mi je predlagala, da bi latinščino zamenjal kot B predmet novinarstvo na FDV-ju. To je bila ta slavni dvopredmetni študij, en predmet, recimo jezik na filozofski fakulteti, pa B študij novinarstva na FDV-ju. Se je že dal. Jaz nisem novinarstva sam izbral. Bilo mi je ponujeno na nekem krožniku kot nek izhod iz ene osebne stiske. Ampak pazi, potem sem razmišljal, to je bilo leto 90. Prve demokratične volitve, gledal sem očeta doma, ful se je angažiral za krščansko demokracijo. Moja mama, bolna je bila takrat že 40 let, vse bi naredila za to, da bi prišel do nekih družbenih sprememb. Oba dva sta v bistvu ob tistem prehodu bila tipična ona kristjana, ki prej nista mogla, zdaj pa lahko in sta za ta lahko tudi nekaj naredila. Sta šla v akcijo. In se je rekel, a zdaj bom pa jaz doma sedel, pa ne naredil nič, se praskal po nečem in razmišljal, ne vem, kako mi je hudo ali mi ni hudo. In v bistvu pol sem za nazaj razmišljal, moj goreči grm je dejansko bil ta proces demokratizacije. Neko to vrenje, neki novi mediji, veš, Slovenci je rojeval, potem tudi res ta zgled staršev. Ona dva sta hotla, pa res, mama, mislim, bolna, pa se je toliko angažirala in se je rekel, zdaj pa jaz mulj tlele obsedel. In jaz mislim, da zdaj za nazaj gledano sta bila tam v tisti točki ena ta dva goreča grma, torej splošno ozračje, ki je bilo odprto nečemu novemu. Moja žena, ki me je brcnila v ta prostor, dobesedno brcnila, in potem je iz tega to nekaj izraslo. Veš, pa sem potem še, ko je bila vojna za Slovenijo, najprej sem se šel prijaviti kot prostovoljc, pa so me samo odgnali, ko nimamo uniform, nimamo ničesar, ne moreš, ni šans. Pol pa sem vendarle dobil poklic, čakaj vojna, potem konc julija, mislim, da v začetku avgusta sem dobil poklic prvi, da smo šli tam v Kočevski Rok nekaj čuvati, bivše jelajevske ekonomije. Potem sem pa še septembra, še drugi v poklic in dejansko sem jaz slekel vojaško uniformo in naslednji dan šel na faks študirati novinarstvo. In veš, to se je mene... To po vojni za Slovenijo govoriš? Po vojni za Slovenijo. To meni zdaj govorimo potem september, oktober 91. Takrat so bile še napete razmere, veš, za časa Brionskega sporazuma sem bil prvič za 3 ali 4 tedne, koliko sem nas takrat poklicali, potem sem bil v ribniški garniziji, sem bil 2-3 tedne, ker sem potem že dobil status študenta. Celo tako daleč, jaz sem razmišljal, kako bi jaz lahko iz tistih vojaške obveznosti hodil na prva predavanja kar v uniformi. Veš, mislim, mi ne prišel, da v uniformi ne moreš priti na faks, ker to je avtonomen prostor, ne moreš ti kot vojaška oseba tja prihajati, in so mi potem rekli, dej, se te bomo razdužili, pa peti ti na faks, zdaj ne rabiš se sekirati. Skratka, zdaj za nazaj gledano in tudi potem delno takrat, ko da bi bile okoliščine postavljene, da bi rekli, lej, Miki, pejdi, imaš dar jezika, znaš v besedi stvari, vstopi na to novinarsko pot, poskusi kaj narediti. Ko si doživljal, ko si to govoril, veš, prej si imel 2 jezika, pa si imel pa en jezik, pa še nekaj, kar boš z jezikom znal delati. Veš, kaj mislim? Ja, sej, glej, moja latinščina je šla v totalne franže, ne me zdaj vprašati, karkoli v latinščini, dejansko nisem, ampak celo nemščina je šla zelo v franže, čeprav nemščina je bila pa vstopna točka, da sem prišel v družini. Ne FDV novinarstvo, ampak nemščina na koncu. Ja, tako, v kombinaciji obojega na nek način. Tako je bilo, mi smo imeli, mislim, da v 2. ali 3. letniku, mislim, da je že bila obvezna praksa na FDV, mogo si najti neko uredništvo, kjer si ti delal 3 ali 4 tedne, zato da si to odkljuko, in potem sem jaz seveda šel na vrata Slovenca, takrat potrkati, ali me sprejmejo na 3-tedensko prakso, itak, zakaj pa ne.
in sem prišel v uredništvo notranje politike, moj šef je bil Ivan Puc. Ne vem, mogoče ga poslušalci poznajo, on je tudi dolgoletni novinar, reporter, še zdaj piše za Reporter, nedavno še sicer mislim, da v pokoj. Odličen mož, mislim, dober mentor. Veš, to je zdaj tisti goreči grmi. Goreči grmi na moji poti so bili pa tudi ljudje, ki sem jih srečeval. Ja. Pravi ljudi, ob pravem trenutku, na pravem kraju. Ne? In recimo Ivan je bil neke vrste tak človek. V tistih 3 tednih prakse, ne, me je znal tako stelovati, da sem postajal dovolj učinkovit, da sem videl, da se da v nekih rokih nekaj narediti, da se da tudi v 3 tednih toliko naučiti, da se lahko že kakšne zahtevnejših tem lotevaš in podobno. Skratka. In potem so na Slovencu bili po teh 3 tednih tako zadovoljni z mano, da so mi ponudili, da bi kot pogodbenik delal 2 do 3 dni na teden zanje, v notrni politiki. No in tako sem jaz potem tam zanje delal, vedno bolj opuščal sicer faks zaradi tega, ker je bilo pač dela preveč. No in potem na neki točki, sred vsega tega, hodim jaz na nemščino, na filofaksu, na enem koncu Ljubljane, na novinarstvo na drugi konc Ljubljane, vmes na Slovenca delati, mislim, nisem vedel, kje sem, samega sebe sem lovil po Ljubljani in potem srečam enkrat v Ljubljani sedanjega pomožnega škofa Antona Jamnika, družinski prijatelj. On je bil kaplan v Kočevju, to je njegovo edino službeno mesto v Pastorali. In sreča, se kot ti, Miki, dobro, da sem te srečal, kaj je. Tako ti na družini rabijo enega, ki zna nemščino. Zakaj? Mislim, kaj pa ja, ne? Ena sodelavka, ki je delala tam in je imela nek posel s to nemščino, on mi niti ni znal natančno razložiti, se poroči na Nizozemsko in Grill nujno nekoga rabi, ki bi nemško znal, zato da bi neki za neke Avstrijce nekaj pisal. Ne? Okay, dobro, pa me poveže z Grillom in Grill meni razloži. Ne? Po osamosvojitvi, pa mogoče že malo prej, ampak zlasti po osamosvojitvi, se je oblikovala ena taka informacijska mreža bivših vzhodnoevropskih držav, ki so jo koordinirali na Dunaju, in sicer Dunajska katoliška tiskovna agencija Katpres. Grill je imel zelo dobre povezave z Avstrijci, vedno je bil z njimi povezan že tam od 70-80 let, po drugih linijah, pa Ivan Mrlak, tudi bivši urednik družine, je bolj v germanski prostor segal, recimo Klemenčič mogoče bolj v italijanski prostor. Ampak ta mreža se je oblikovala in v to mrežo je družina preko svojega dopisnika, recimo temu agencijskega dopisnika, prispevala novice, ki jih je potem ta dunajski Katpres razpošiljal po teh državah bivšega vzhodnega bloga. Recimo, agencije na tako, v bistvu sem bil agencijski dopisnik Katpresa in to sem jaz bolj ali manj počel po noč, ker ni šlo drugače. Jaz sem šel recimo na uredništvo družine, takoj, ko je družina išla, pogledal, ali so not kakšne novice, ki bi imeli agencijsko vrednost, še sam sem spremljal, kaj smo mi v Slovencu delali, drugi mediji in podobno, in sem potem vsak teden pošiljal 2, 3, 4, mogoče celo novičke na Dunaj. Zdaj, oni niso vsega tega porabili. Recimo za svoje biltene so porabili mogoče 1 do 2 na mesec, ampak Slovenija je bila redno v teh biltenih notar Katpresovih omenjena, evropska javnost preko tega, veš, ker Katpres je bil povezan z avstrijsko tiskovno agencijo, državno, in potem so te kakšne informacije zaokrožile sem in tja, no in to je bila moja naloga na nek način na družini od leta 1994. Delovna mesta, ki jih danes ni več zaradi interneta. Delovna mesta, to je pa eden od grehov opustitve. Nisem poskrbel za svojega naslednika na tem položaju. V školi so bile pač take, da je delo... Jaz sem potem, to sem potem leto in pol delal kot zunanji sodelavec te Katpresova poročila za Katpres agencijska, in na neki točki me pa potem Janez Grill pomladi 95 vpraša, ti Bogomir, kaj pa delaš jeseni? Poročim se, upišem absolventa in se poročim. Daj se poročiš, neko 23. septembra, pa on začne tako nekaj seštevati. To je sobota najbrž, 2. oktober je torej ponedeljek, pridi v službo. Veš kaj, taki ponudbi pa ne rečeš, tudi sam sem razmišljal, ko se poročiva, najbrž se bom vozil iz Kočevja Ljubljano, v Ljubljani nismo imela možnost biti, tudi žena je dobila službo kot profesorca angleščine na Kočevski gimnaziji, sem rekel, na uredništvo dnevnega časopisa, to te ni cel dan, od 7 da za družino ni najboljša služba. In sem rekel, tednik je boljš, in
Tok sem jaz potem prišel pa oktobra 95 na družino in sem bil nekaj časa ta dvoživka, ne? Da sem delal en del kot agencijski dopisnik za Katpress, pa bil seveda klasičen novinar za družino. Tukaj se je seveda delo vedno bolj širilo in počasi sem seveda tu na agencijsko delo opustil in postajal to, kar sem, skratka, urednik kristijanov v javnosti, potem pa sem ampak vi jezikoslovci vas dost poznam, ki imate zelo radi konstantne delovne ritme, a ne? Tako 30 let isti delodajalec, pa pol tvojih nalog je še vedno podobnih, ne, kot so bile mogoče, ali ne vem. Veš kaj, najprej glede stalnosti. Ne vem, zakaj meni se zdi vrednota zvestobe zelo pomembna. Mogoče me je moj oče tega tudi naučil. Ne vem, zakaj. Že doskrat sem razmišljal, ne, za marsikoga služba po 5-10 letih nujno menjati in podobno. Ne. Ja. Ne vem, jaz te potrebe nisem nikoli začutil. Sej so seveda v vsaki službi ups and downs, ampak tukaj sem se vedno počutil sprijetega, zaupali so mi in spet en goreči grm. Ne. Eno od gorečih grma je bilo tudi zaupanje tistih ljudi, s katerimi sem se srečeval in so recimo meni možnost mi dodeljevati naloge, funkcije in podobno, da so mi tako rekoč neomajno zaupali, da bom naredil stvari dobro. Ne. In veš, ko imaš ti to podporo, potem se mogoče še malo bolj zbrcaš, kot bi se sicer, sprejmeš kakšne stvari, ki bi se jih mogoče branil in nazadnje sem tako do slovenskega časa tudi prišel. Meni so zaupali, da bom to zgodbo pelal skozi tisti nek čas še negotovosti, bo, ne bo, in pač Bogomir je zanesljiv človek. Da človeku, ki še ni mu veliko stvari propadlo, ki jih je v roko vzel, ne? No, tako. In zdaj, tukaj je ta zvestoba. Ali pa počnem iste stvari, kot sem jih pred 30 leti. Poglej si, mogoče sam vidiš, novinarstvo, ko sem jaz začenjal, je bilo naloga zbiranja informacij. Zdaj je pa novinarstvo selekcioniranje, preverjanje, ne vem kaj še vse. Včasih se mogel pripraviti za kakšen intervju o človeku, o katerem nisem imel pojma. In potem sem šel do Francije, Petrič, recimo, Francija, smo mi kdaj kje pisali, on je obvladal vse, kar je bilo v družini, kaj je napisal. Veš, tam enega leta smo nameli že nekaj o njem, pa sem prebrskal, pa res najdel, pa sem vsaj imel nekaj par drobcev, da sem se pripravil. Zdaj, veš, vsakim, ko se pripraviš na intervju, tipkaš, ne, in dobiš 10 intervjujev že prej, misliš, da moraš itak vse prebrati, da boš jakaj novega pogruntal, ne, in časa zgubiš ogromno, zato da nekaj selekcioniraš. Včasih si pa razmerno veliko časa porabil, da si sploh kaj izbral. Včasih bo za 3 informacije tako srečen, da si jih dobil, da si lahko na njih gradil. Tehnološke spremembe so te zdaj moraš pa samo metati stran, da ti na mizi ostanejo bistvene. To si dober rekel. 95. ko si začel, je bilo premalo informacij, pa si jih mogel brskati, zdaj pa preveč, pa jih moraš odbijati, kjer so nerelevantne. In tukaj se stvari nekako spremenilo in jaz sem človek prejšnjih časov, raj sem zbral, ker sem že skozi proces zbiranja delal drobno selekcijo, kot pa zdaj, ko včasih prideš pred kup in ne veš, kje bi se ga lotil in včasih kakšen čas spolzi skozi prste, ne da bi potem kaj pametnega iz tega vam prišlo. No, ampak dobro, to so ena stvar, ki mi je pa zelo lepa v zadnjih 15 letih, kar midva malo bolj se videvava in sodelujeva, je pa to, da ti nikoli ni za mal poročati tudi o teh, oziroma da se ti relevantne zdijo tudi te stvari, ki jih mi na socialni akademiji delamo. No, to mi je pa tako zelo dragoceno in se ti bi javno tudi zahvalil. Ne vem, če se ti še spomniš, kaj prvi socialni teden je bil 2009. Mislim, da si prišel k meni v pisarno in smo naredila en pogovor na to temo. Jaz sem ob tistem socialnem tednu, prvem socialnem tednu, razumel, veš, da gre za eno pobudo, ki končno pobira te drobtinice, navidezne drobtinice, ki po vseh vogalih našega katoliškega prostora ležijo in jih bo zbral v nekaj, kar bo imelo neko obliko. Ali pa, če ne v obliko, vsaj ta občutek povezanosti. Nismo vsak zase, ni vsak sam, ni zdaj tam neslišen, ampak da si ti naredil eno tako resonančno škatlo, v kateri si te dogodke povezal in zvenijo z drugo močjo. Tako, In to se je meni zdelo vedno pomembno in pri vas, pa pri socialnem tednu, pa ne pa pri toliko drugih, bom rekel. Zato se je meni socialna akademija vedno zdela kot
zbiralka. Vi ste bili kaj magnet, ki je potem nas potegnil to in je prišlo do izraza. Toliko ne sem želel tudi jaz tej katoliški, recimo civilni družbi pomagati, da če to vse naredite z dobro voljo, vse zadnje se vam mogoče ni bilo tega treba. Tle ste videli en izziv, na katerega ste stopili ob nekih tujih zgledih, tujih pobudah, ampak vendarle, ti si imel pogum na to stopiti, sem rekel, tudi meni najmanj, kar jaz lahko naredim, je tvoj pogum podpreti, s tem, da ti dam prostor, da poveš, kaj delaš, kako priti zraven in podobno. Tega načela, sem se skušal držati, pri vas pa še pri kom drugem, ampak veliko katoliških zbiralnih pobud niti ni bilo, ampak dobro, nekaj že, recimo Prebudimo Slovenijo, če sem le mogel, sem sam šel tudi na njihove dogodke. Treba je pogledati, videti, kaj se dogaja in omogočiti, da to pride do izraza skozi en tak zbirni medij, kot je recimo družina. To vlogo svojo sem pa nekaj čim tudi videl. In tudi ti si bil zbiralec ves čas. A veš to, kar si rekel, kaj si videl v projektu Socialni teden, ki se je zdaj mimogrede po 15 letih mali spel, najbrž predvsem s COVID-om pa s pojavom interneta, pa zdaj so že druge povezovalne... Tako. Ampak je v tistem nekem svojem času odigral, poglej tisto mrežo 50-60 dogodkov, ali pa 80. Tako, ja. Par ljudi je stopil naprej zaradi tega in to je bistveno. In tudi prek slovenskega časa je par ljudi stopil. Tako. Ja, družini je malo lažji, ker je malo bolj vse en velik sistem, rato je robusten, so pa vse te medijske pobude, jaz sem tudi zraven na ustanovnem sestanku od časnika, ki je nastal zelo takrat kot slovenski čas, pa je tudi par let bil, pol je bila Domovina. Kako ti gledaš vse te, saj si rekel, kaj ti je Trstenjak rekel, da niso šle toliko korak za korakom te stvari, ampak kako ti gledaš te pobude, ki so, vzniknejo, se zaprejo. Veš, zakaj ti to sprašujem? Zato, ker imam rad te ljudi, ki so ustvarjali in te, ki jim je to namenjeno in ker vidim, da ne uspejo te pobude trajno biti. Ti si pa en človek, ki jih je videl vznikati in umirati, pa me zanima, da si prepoznal kakšne vzorce ali kaj. Jaz sicer mislim, da bi to dogajanje na katoliškem medijskem polju bilo dobro, če bi ga na teološki fakulteti kdaj kdo za kakšen magisterij obdelal, da bi se poglobil mogoče da bi študijsko preučili projekte od nove medije, ki se je rodila iz naše hiše. Dobro, seveda. Ne, mogoče nekaj tazga obstaja, ampak niti ne vem. Inštrumente imajo za to preučevati. Recimo vem, da iz zgodovine družine sta bile napisane vsaj 2 diplomski nalogi. Eno je Petra Stoparjeva iz Radia Ognjišče naredila na FDV, pa mislim, da je naša sodelavka je pa naredila na fakulteti za medije, če se ne motim, pa letos. Lani. Tako da neki zanimanje za to je, ampak razmeroma oskega. Jaz pa teh novih projektih nisem bil tako zelo zraven, da bi ti lahko kaj več povedal, ampak kot nek opazovalec od zunaj. To me zanima. Jaz sem na družino prišel v času, ko je gospod Cuderman z družine šel in ustanovil tiskarno Nova Medija. Mi smo nekaj časa tiskali pri njih, bile se težave tudi s kakovostjo in podobno. Tisti projekt je umrl. Tiskarna tudi. Tiskarna, ne vem, iz točno kakšnih razlogov, vem, da smo mi to še na firma nosila, še na svojih plečih nekaj časa. Tudi Slovenčevo smrt, ne vem, če ni družina bila na nek način povezana, da smo morali še kaj sanirati za njo. Spomnimo se TV3, Boletov projekt televizijski. Tam se je zdelo, da je šlo pa ravno za to preveliko poteznost in mogoče preveliko zaupanje določenim ljudem, da bodo stvari izpeljali tako, kot bi bilo prav, pa se pač to ni zgodilo. Veš, pri Francu, očetu France, sem vedno občudoval to, da je ta projekt sicer štartal, da se ni iztekel tako, kot bi bilo treba, ampak je počistil vse za sabo. Nikoli ni nikomor prepustil kakšnih dolgov na ta račun, zdaj, ko res vem. On je res pustil zadevo klinično čisto za sabo. Veš, Radio Ognjišče je pa s to organsko rastjo, obstal in mislim, je res občudovanja vreden ta projekt. Veš, družina je imela daljše korenine od leta 52 naprej, veš,
Mi smo se zasidrili med ljudi v tistem času, ko drugih medijev ni bilo, je bila družina v bistvu oblika tihe rezistence. Ne? Če sem ti na družino naročeno sistem sporočal, ne? Nisem čisto del sistema. Ja. Tudi če nisi prebral, samo tam je bila. Veš, to so bila tisti časi naklad 100-150 tisoč, kaj pa 14 dnevnih. Ne? Tudi kasneje, ne? Veš, ko sem res prišel na družino, je bilo naklada še 65 tisoč, če se ne motim. Ne? Pri družini in tudi pri reviji Ognjišče, ta dva projekta, ki sta pa res močna, ki sta obstala in ki sta nosila še marsikaj drugega zraven, veš, sta bila pa, kot da sta organsko zrasla iz ljudi. Lej, zgodovino družine, ne vem, če je poznaš, v letu 52 sta bili prisilno ugasnjeni dve glasili, ljubljansko, škofijsko pa mariborsko, in potem da oblast dovoljenje, da Toroš, apostolski administrator za Primorsko, ustanovi en nov katoliški medij, ampak veš, to je bila poteza oblasti, ki je nekaj bolj cerkveno-uradnega prisilno ugasnila, nekaj drugega pustila za rast, ampak s ciljem takim malce udbaškim te slavne diferenciacije. Skratka, dajmo Primorcem nekaj dovoljt, zato da bomo še bolj razdvojili te slovenske tako. In veš, to je ta božja previdnost silna. Projekt, ki je mogoče nastal, da bi razpoke povečal, se je vzpostavil kot eden najbolj povezovalnih. Ja, potem Škofjenko prinese 65 leta soustanoviteljstvo družine na vse 3 takrat slovenske škofije. Od takrat naprej je družina v lasti vseh škofij, bodisi 3 ali 6, potem kasneje. Skratka, postane osrednji katoliški tednik, povezuje prostor, na njenih straneh se odzrcali vse, kar se dogaja po naših župnijah, pa po cerkvi po svetu. Skratka, to je božji smisel za humor, nekaj, kar je oblast dovolila v smislu, sej ne bo nič ratalo, je tank, poglej, bilo trdno. To je nek tak paradoks zgodovinski. Se pravi, mi smo tako zrasli, obstali, tednik seveda ugaša, vse tiskane edicije povsod na nek način se krčijo, ampak v pametnem vodstvu smo razpršili dejavnosti in veš, bralski krog se ni zmanjšal. Zdaj govorim seveda o svoji firmi, ampak s tem mogoče iščem odgovor tudi, kaj bi bilo mogoče kje druge potrebno. Poglej, če je nekoč imela družina, ko sem jaz prišel, ko sem jaz prišel 60 tisoč naklade, če je vsak izvod prebralo, 3, 4, 200 tisoč, recimo 200 tisoč bralcev družine, pa bi rekel, zdaj seveda družina nima 200 tisoč bralcev, seveda ne. Ampak, če pa mi v ta krog družine prištejemo vse bralce spletne družine, 200 tisoč unikatnih na mesec, kup revij, ki jih izdajamo, Slovenski čas zdaj recimo tudi, ko prehaja v revijalno obliko, če mi zberemo vse bralce družininih edicij mesečno, smo više, verjetno više, kot je bila družina kot tiskana v svojih najboljših časih. Mi imamo še vedno doseg, ampak po drugih poteh. In gre za ta prilagajanje. Ne bom zdaj se hvalil, da sem jaz kaj k temu dosti prispeval, k temu prilagajanju. Jaz sem del strateške reči, ki so vendarle v vodstvu dozorele. Že Grill pa zdaj Rode, to pametno peljejo, da so temelji gmotni firme dovolj dobri, da lahko poskušamo. In tudi, če se moče kakšna stvar ne izteče dobro, da ni za nas totalna polomijada, daleč od tega, kaj sem, recept, iz vsega tega, kar je bilo za nazaj, vedno neka organska rast. Po drugi strani pa se veš, občudujem pogumne ljudi, ki tvegajo, in če ne tvegaš, seveda ne moreš nečesa hudo novega narediti, ne more vse vedno samo organsko rast. Tu in tam pa je potrebna neka, besedo revolucija, bom zdaj uporabil. Nek pritisk, nek pritisk. Tudi sami ste šli skozi te procese na socialni akademiji, veš, da so bili določeni preskoki pri vas, ne več samo organski, ampak so bili preobrazbeni, da stalo nekaj zelo novega. Treba biti odprt, najbrž, da skozi ta znamenja časa razumeš, kdaj narediti večji korak, kdaj skočiti mogoče celo, kdaj pa po drobnih korakih, da si komaj opazen prilest do novih vrat in jih odpreti. In to veš, to ni recepta, to je tisto, pogledaš okrog, vidiš, imaš ljudi, imaš sredstva, imaš to, imaš ono, pa se poklopi. Včasih se pa tudi v taki situaciji ne. Včasih pa se pravim iz drobnega semena, ki ni kazalo, da bo kaj bo nekaj vzklije, pa si rečeš, seveda, glej, božje delo. Jaz sem nič kolikokrat občutil božje varstvo pri celi zadeve.
Ker sem mogoče že rekel, material se kakšna zadeva ni išla tako, kot bi bilo treba. A ti je kakšen pisec, ki si bil 100%, da bo na stran tam, že si jo odklukal, zmenjena sva vse, pa te pokliče. Zbol. Moram, zbolu, pozabu, nekaj, veš, ljudje, ki so pisali za nas, to je v prostem času počeli. Ja. Veš, ima se tudi po noč pisal, kaj podobnega, ne. In ne morem potem jaz tam zdaj skakati, pa bentit, pa reči, pa kako nis, če veš, da je to ni tako mogel stisniti čas nekje na enem ožemalniku. Vsak članek je skoraj stisnjen. Tako, ja. In veš, potem sem včasih iskal neke rezerve in vedno so se najdli. Vedno. Mislim, se je zgodilo, veš, da sem že takole sedel ves bled, pa dobiš mail, imam en predlog, a bi za ta tema pa tak članek zanimiv. Pa si rečeš, ima Boga. Mislim, res, veš, tank in pade tja, ker je malo prej zevala luknja. Ja. In to sem parkrat doživel, res. Veš, se rečeš, glej, ljubi Bog, čutim, da skrbiš zame, pa ne toliko zame, da skrbiš za ta projekt. Si pa zdaj mi pred epizodo rekel, da zdaj le pa ima lanski dopust, pa mini sobotno leto. Čemu je to namenjeno zares? Pa se ne vem, ali bo to čisto uspelo ali ne. Veš, nek droben reset po vsem tem času, 30 let bom na družini, neke take simbolne točke, 30 let poroke z ženo. Ja. To leto je za nas spominsko leto. 23. september letos očitno, ne? Tako, ja. Nimam nekih konkretnih načrtov, res ne. Šemo več voziti bicikl, ne že tako ga preveč, ampak... Tako si, ja. Ja, veš kaj, kolesarstvo je... Ko si prevzel slovenski čas, si imel obi roke polomljene, ali kako je že bilo? Ja, je bilo tako, za kolesa, ne? Ja, padel sem... Takrat se še spomnim. Predne guma mi je nekako počela pri enem makadamskem spustu, ki sem zaružil. Ampak dobro, se je srečno končalo. Ja, kolo je moje... Dokaz, da je novinarstvo bolj v glavi kot v roki, ne? Ja, sem takrat takole, ne morem pokazati, ampak kako sem neke stvari tipkal z 2 gipsoma na rokah. Ja. Nisem si mogel niti obrisati, se vemo česa, ampak tist sem pa še naredil. In takrat sem videl, da sem pripravljen za te stvari marsikaj, korak dlje. Ja, tako, korak dlje. Tudi, ne vem, to leto po... Čemu je namenjeno, no? Refleksiji. A veš, zato se to sprašujem, ker si ob koncu nekega obdobja življenjskega in... Seveda, zdaj mi ljudje sprašujejo, greš v penzijo, se nisi še toliko star. Ne, jaz moram še 10 let delati. Zato me pa zanima, čemu je namenjeno temu, da na novo metke napolnaš, ali je namenjeno refleksiji, ali je namenjeno temu, da se malo... Ali sploh nima namena dejansko. Pač boš malo doma, pa boš videl, kaj se bo zdaj, ko sem bil... vem, na sončno upravo greš spet. Upam, da ne. Zdaj, ko me je ta rih ob tej naši slovesnosti, ki me je neka bolezen ujela, pa sem tako se sedel doma, sem rekel, zdaj itak razmišljati dost ne moreš, veš, da moraš ene stvari še pripraviti. Pa kaj boš zdaj, to leto? Zdaj, jaz imam itak pri družini dela dovolj, za splet tudi skozi kaj dela, moja žena je tudi spletična, to pomeni dela za družini in splet, mi dva, kako delava od doma, sva v skupnem prostoru in potem teživa en drugemu, jaz njej takoj kakšen članek pošljam, to prednost imam, veš, da moje članke postavlja direktno, kolegica, ki jo ima tako rekord za sosednjo mizo, Veš kaj, ona je sicer po izobrazbi profesorica angleščine, ona je učila angleščino na gimnaziji, pa potem tudi videla, da to ni nekako za njo, pa po 2 porodniških je potem nekako obstala v nekem zraku. V družini na spletno stran je ona novičarsko začela prva polniti, ona je najdlje na spletu. Z novicami iz sveta, cerkve po svetu, v glavnem. Skratka, tukaj sva midva še skupaj. Se pravi, kaj bo leto prineslo ali odneslo? Veš, da ne vem, prvici se povedano, sem nekako malo prepuščam temu svetoletnemu presenečenju. Lepo. Ko sem vedel, da bom odložil slovenski čas, sem potem tudi pri družini takoj naredil nekaj stvari, ki so se mi zdele dobre. V zadnjih mesecu dni sem naredil pogovore z Ivanom Štohecem, Romanom Globokarjem, Načkofom Zoretom, z Matijem Ogrinom, zdaj sem naredil z Dacarjem, bivšim šefom Fursa, Simičem, Ivanom Simičem. V bistvu sem naredil spet nekaj stvari, mogoče mogoče samo malo boljš kot prej, ker je bila moja glava raztreščena na več koncev, pa sem vedel, da moram še za Sečen narediti en intervju, pa tam to, pa ono. Tle sem se pa zelo lahko sfokusiral na par stvari, ki se zdi, da so
solidno uspela. Da sem mogoče res to, kar sem zadnjič rekel, vračam k svojim novinarskim koreninam. Veš, kot urednik postaneš kabinetni človek, bolj kot terenski. Veš, ko sem pa jaz začel na Družini, to je bilo obdobje, veš, ko so tiste denacionalizacije pa podobne stvari prvič omogočale določenim župnijem, da so se kakšnih korenitejših obnov lotile. Vem, da so takrat Družini rekli gradbeni vestnik, ker smo hodili poročati o teh obnovitvah, ampak to je bil pač nujno potrebno obdobje v življenju cerkve na Slovenskem, da se je za nazaj obnovilo to, kar mogoče nekoč ni bilo mogoče. In jaz sem takrat hodil po terenu, če nisem 2 vikenda na mesec, sem bil skoraj po teh slovesnostih. Jaz sem poznal vsaj ljubljanske nadškofije, mislim, da sem poznal skoraj vse duhovnike, ker ziher je bilo kaj pri njih, ker so požegnali, pa sem bil kot novinar zraven. Ta stik z ljudmi mi je bil takrat pomemben. Kakor nisem zelo socialen človek, ampak ko sem prihajal tako na župnije, pa sem videl, kaj vse so ljudje naredili. Dobro, za zidove, vem, ampak tudi zidovi morajo biti, tudi cerkev mora biti lepa in kako so ti projekti povezali tudi koga, ki mogoče ni bil cerkvi tako zelo blizu, se mi je zdelo to pomembno. Mogoče se bom zdaj znova kaj več vračal k ljudem. Bomo videli. Jaz puščam zdaj tlele vrat odprta, nič definitivnega, kaj bo, kako bo. Skratka, delamo naprej s polno paro. Hvala, pa želim ti, da mogoče tudi kakšen goreči grmiček še vzreš, v tem letu, čeprav ponavad vodijo poliscune obdobja. Hvala lepa. Hvala za vabilo, hvala za možnost, da lahko kaj povem. Pa hvala tudi tebi in vsem tle na Socialni akademiji, kar naredite. Vi ste goreči grm za marsikoga, veš.